Na začetku bom morda za vas zanimivo, če pojasnim, kako sem prišel jaz pred 15 leti približno v stik z inštitutom Acton, ker poz tega tudi potem bom lahko lepo izpeljal, kako sem se tudi nekako navdušil za sistem svobodnega trga in na nek način tudi za avstrijsko ekonomijo. Nisem šolan ekonomist, tako kot moja dva kolega, ne. Tudi magisterija nimam, tako da tle je napaka, ne taza kot premijerka, ne kakšnega drugačnega, tako da boste za drugič vedeli, ampak nekako sem, in tudi moram priznati, knjige nisem do konca prebral, te, o kateri danes govorimo, sem pa prebral kar nekaj publikacij, ki jih je ta inštitut izdal. V 90 letih se mi je dogodilo, da je bila moja služba nekako nudenje storitev podjetjem ali pa pomoč podjetjem pri raznih zadevah. Najprej samo domačim, potem predvsem tujim, kako se znajti v Slovenijo in seveda, če sem hotel to svoje delo dobro upravljati, sem mogel razumeti, kaj je tisto, kar oni rabijo, kaj je tisto, kar njih žene, kaj je tisto, zaradi česar uspevajo in seveda sem rekel, to siguren ekonomisti vejo, ne, kaj človek mora vzeti in sem šel v knjižnico in vzel makroekonomijo, mikroekonomijo, pa sem tisto začel brati in nekako nisem mogel tega, ker sem tam bral, uskladiti s tem, kar se jaz pogovarjam z živimi ljudmi, s podjetniki ali pa z ljudmi, ki imajo nalogo, da pridejo v Slovenijo, pa tukaj postavijo podjetje. Iz tistega ven nisem vedel kaj pametnega povedati. Nisem bil potešen, no, v sreči sem poznal ljuba srca in sem mu potožil v tem, da jaz v bistvu očitno sem preveč zabit, da bi jaz razumel ekonomijo, zato ker z tega, kar tam preberem, nekako ne uspem tega izkoristiti pri svojem delu, pa rekel, čak, to ti si že dosti pameten, ne. To sploh ni zato, te ljudje sploh ne razumejo podjetnikov, ne. Ti bom dal jaz nekaj zabrati, ne. In mi je res pač dal zabrati Hayeka. Mi prihaja na misel angliški knjiga, ki jo je Ne, Ustava svobode je predebela. Tudi profesor Sec je imel potrpežljivost z mano. Usodna domišljavost, ja. Tako, ki je bila potem sem gotovo, da ste jo v tisti založbi Slavko Gaber je prevedel v založbi, kjer je Janez sodeloval, se je poznal tudi slovenski. Si zelo mehne črke. Ja, takrat sem jih jaz tudi še bral. No in potem me povabili na srečanje takih bolj klasično liberalnih ekonomistov, pa tudi vseh drugih, kjer sem gotovo, da tisti, ki nismo študirani ekonomisti, sploh nismo v takšni manjšini. In tam sem srečal tudi očeta Sirika, in pa še enega gospoda Samuela Grega, ki je potem tam ustanovil center za ekonomski personalizem in za katerega so mi rekli, da je tudi neke vrste ekonomski svetovalec sidnijskega nadškofa. In to je bilo zame, ker sem bil pač praktičen katoličan in sem zmer malo te liberalne ekonomske kroge sumljivo gledal že en tak signal, da mogoče ti ljudje pa imajo nekaj pametnega zapovedati, kar bo tudi neoporečno. No, potem sem pa te stvari začel malo bolj brati in kar se mi je zdel pomembno in zakaj sem se navdušil za svobodni trg, ker se mi je zdel, da ta svobodni trg res ali pa ideja svobodnega trga omogoča posamezniku, da se maksimalno izrazi in hkrati mu da tudi neko varnost. Hayek definira svobodni trg nekako vzvratno, ne, da je to tisti sistem, ki je sposoben ohraniti edinstveno informacijo o ceni neke dobrine. Ne, to se pravi, on ne pove, kaj je, ne zna povedati definicije, ampak ve, da je to tak sistem, kjer bo oceni, in to mi vsi, ki smo kakšno plansko, pač kakšne cenovne omejitve
videli. Ali pa naprimer danes, če pogledate subvencionirane študentske prehrane, trenutno imamo mi zmedo o oceni, koliko je vredno eno kosilo v restauraciji. In to ima neslutene ekonomske posledice, od posledice na delovne navade naše mladine do posledice na to, koliko se kapitala vlaga v gostinstvo in turizem. Ne. In to je samo en tak primer. No, potem, kaj sem še odkril, zdaj gospoda Šolana, ekonomista, me boste popravil, če se bom kaj zmotil, da v družbi se lahko zavzemajo za svobodni trg tistih, ki se strinjajo z subjektivno teorijo vrednosti. To se pravi, ki verjamejo ali pa so prepričani, da ima neka dobrina vrednost toliko, kolikor se v menjavi dva dogovorita. Ne? Da ni možno neki dobrini predpisati objektivne vrednosti. In tudi začetniki politične ekonomije, naprimer Adam Smith, ki velja za avtoriteto klasičnega liberalizma, on je bil sumničav do subjektivne teorije vrednosti, zato ker je pač videl, da to pripelje do monopolov, da to lahko pripelje do zlorab. In dejstvo je, da svobodno tržno gospodarstvo ima napake, ne? In žal potem ves državni aparat, ves birokratski aparat se začne ukvarjati s temi napakami in nekako pozabljamo, da pa ravno tako tudi država ima lahko svoje napake. Kjer so tiste napake trga, ki jih je upravičeno, ali pa svobodnega tržnega gospodarstva, ki jih je res upravičeno? To je ena je ta res, da lahko pripelje brez ustrezne pravne regulative svobodno tržno gospodarstvo, ta red lahko pripelje do monopolov. Eno zdravilo glede monopolov pride kar samo od sebi, se je izkazalo. To so tehnološke spremembe. Tehnološke spremembe so mnogo učinkovite odpravile monopole, kot pa vsa državna regulativa od tega. Že v Združenih državah so razbijali podjetja na več delov po to, ampak še zmeraj je bilo nek strah, da se te velika podjetja med sabo zmenjajo, ampak kar pa velika podjetja niso sposobna narediti, pa niso sposobna se tako hitro prilagajati tehnološkim spremembam. In vendar to je bolj na dolgi rok, na kratki rok je pa prav, da se omeji ali pa prepreči moč monopolov. In s tem, naprimer, tudi kako se tržno gospodarstvo aplicira, je zelo odvisno od kulture. Ordoliberalci v Nemčiji so zelo močni, pa njihove inavki in oni se predvsem ukvarjajo z borbo proti monopolom. Zakaj? Zato, ker imajo Nemčije eno zelo negativno izkušnjo, kako so te velike korporacije bile in monopolne in se zlizale z totalitarno državo. In Repke, ki on je videl, da to je tisto, kar najbolj ogroža svobodno družbo. Ne. Mogoče za kakšno Slovenijo bi kakšno drugo stvar lahko našel, kakšne mreže v ozadju, ki se netransparentno medijo ali kaj drugega. In tukaj se vežem pa na drugo možnost napake, to je pa asimetrija informacij, ki lahko pripelje tudi do asimetrije v pravni varnosti. Če dam zdaj nekaj iz 19. stoletja primer, nekdo, ki kupuje delo, pa nekdo, ki prodaja delo. Če je tistih, ki prodaja delo, to se pravi navadnih delavcev, ki imajo samo svoj par rok, zelo veliko, tistih, ki pa kupujejo delo, pa malo, imajo te, ki kupujejo delo, izjemno pogajalsko moč in praktično lahko kupijo človeka in so ga tudi lahko kupijo za drobiž. In pač nekdo, ki je strikten zagovornik svobodnega trga, to je menjava,
on more jesti, ta delavec more jesti, ta mu je dal drobiž in ta on sta se svobodno pogodila za ta drobiž, čeprav bo tisti, ki je delo sprejel, potem stradal. Ne. Iz tega razloga so bili tudi sindikati dolgo časa prepovedani. In prav je, vendar ta trg ni svoboden. Ne. To vsak ve, da ta oseba, ki je bila prisiljena sprejeti delo za drobiž, se ni svobodno odločala. Ne. Vprašanje pa je zdaj, ali potrebujemo 10 državnih uradnikov, ki povedo, po kakšni ceni naj se to delo kupuje in ali pokazalo se je v državah, kjer so upeljali nekaj državnih uradnikov, ki so diktirali, kolikšna bo ta cena, da je ta oseba, ki je delo jemala, končala še v večji revščini, kjer so pač na koncu vsi končali kot državni uslužbenci zmeraj bolj revne države. Dostkrat se karikira svobodno tržno gospodarstvo kot neko odsotnost vsakršne organizacije. Ne? Stvari že same grejo. Naprimer, tak vic je, koliko zagovornikov svobodnega tržnega gospodarstva potrebujete, da se zamenja žarnica, ki je pregorela. Nobenega, ker bojo pričakali, da bo nevidna roka trga to sama opravila. Dejansko je pa ravno nasprotno. Svobodno tržno gospodarstvo omogoča toliko znižuje transakcijske stroške, da je potrebno da omogoča veliko možnost specializacije in se razne vrste organizacij ravno v svobodnem tržnem gospodarstvu lahko razvijajo, ker ljudje sklepajo interakcije veliko hitreje, kot pa če jih nekdo omejuje v njihovem načrtovanju, v njihovem delovanju. Tako da svobodno tržno gospodarstvo zahteva še več organizacije, vendar pogoj za to pa je, da se vsi, ki so udeleženi v tem tržnem mehanizmu, res lahko svobodno odločajo, oziroma da prav svobodno se noben ne more, ampak da niso deležni prisile. To se pravi, samo ta koncept negativne svobode. Se pravi, vsi, ki so udeleženi, ne smejo biti deležni neke prisile ali pa ne bi bilo čim manj. Zame potem kot praktičnega katoličana je bilo potem samo še res eno vprašanje, kako zdaj te nazore gospodarske spraviti v sklad z družbenim naukom cerkve. Ne, da bi zdaj to ravno nujno rabo, ampak bil mi izziv in sem bil tudi zadovoljen, ker sem ugotovil, da so čisto skladni. Dve področji družbenega nauke cerkve sta tisti, ki sta, vsaj za mene, po moji interpretaciji, povsem skladni z svobodnim tržnim gospodarstvom. Eno sem že omenil, to je personalizem, to se pravi, da je v središču oseba kot posameznik in da je ta oseba svobodna, ki mora biti deležna čim manj prisile. In druga je pa subsidiarnost. Subsidiarnost je, da neka organizacijska enota na višji ravni, hierarhično, ne sme se ukvarjati s stvarmi, ki jih lahko počne neka nižja. Se pravi, država, nekaj, kar se lahko ljudje v družini zmenijo in nima kaj občina posegati. Nekaj, kar lahko občina uredi, nima kaj se država utikati. Nekaj, kar lahko delovna skupina v podjetju se zmeni, organizira, naredi, nima kaj komandirati večji šef. In se mi zdi, da to se pogosto premalo poudarja, ker obe plati, ali svobodni trg ali pa subsidiarnost v neki družbeni organizaciji, sta izjemno učinkoviti. Čeprav mi vidimo veliko napak danes, tudi napake svobodnega tržnega gospodarstva, ali pa tudi popolno izvedene so, da subsidiarnost nam deluje lahko kot zmeda, ampak se moramo zmeraj vprašati, kaj pa alternativa, kaj pa zdaj, če najdemo tistih 10 pametnih ljudi, ki nam bodo diktirali, kako ne se drugače dogovorimo, in če gremo
špekulacijo, kaj ta alternativa res prinese, ponavadi pridemo do zaključkov, da družba ne bo boljša, da ne bomo jo premaknili proti optimumu.